Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Las Vegasa. Poglejmo si tudi tokrat, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Tudi današnji komentar dirke za veliko nagrado Las Vegasa bo kot običajno razdeljen na dva ločena dela. Najprej se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala sama dirka. V nadaljevanju bomo pa še nekaj minut posvetili napovedim strategij za samo dirko ter rezultate primerjali z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A verjamem, mnoge izmed vas zanima dvojna diskvalifikacija McLarena po končani dirki. A tokrat je prav, da začnemo s tistim, kar se je zgodilo neposredno po samem štartu. Verjetno je marsikdo že pozabil, da je vodilni v skupnem seštevku in najhitrejši na kvalifikacijah Lando Norris izgubil 2 mesti praktično v prvem ovinku. Zopet se je pojavilo tisto, kar smo videli v letošnji in tudi lanski sezoni. Namreč nemoč Landa Norrisa v boju platišče ob platišču. Še posebej z Maxom Verstappenom. In treba je poudariti, da na samem začetku dirke v Las Vegasu je bila situacija bistveno bolj v prid Landu Norrisu. Seveda, tu lahko začnemo sedaj razmišljati, da je bil Lando Norris previden, da se je bal odstopa, da je nekako taktiziral. Ampak dejstvo je, da ima Lando Norris v primerjavi z Maxom Verstappenom veliko šibkost. In sedaj se lahko začnemo upravičeno spraševati, ali je res Lando Norris tisto najboljše, kar smo videli v sezoni 2025. Nekdo izmed vas je pri enemu izmed starejših prispevkov pripomnil, kako bo lepo videti poštenega voznika tam na vrhu. Ampak žal motošport, še posebej Formula 1, ni kategorija, kjer bi zmagovali pošteni. Je šport, kjer na koncu prevlada najhitrejši, ne tisti, ki najbolj spoštuje pravila. Okrog tega smo se že pogovarjali v živo neposredno po sami dirki, ko še diskvalifikacij ni bilo. In sistem YouTubea je napravil fantastični izsek, ki ga imate na bližnjici tam zgoraj. A vrnimo se k našemu dogajanju. Namreč Lando Norris je že na samem začetku prepustil zmago Maxu Verstappenu. In ogromno časa je porabil, da je dohitel ter prehitel Georgea Russella. Oscar Piastri je pa dobesedno taval v ozadju. Seveda bil je med dobitniki točk, ampak ni kazal tistega ritma, ki smo ga bili vajeni pri njem. In mnogi navdušenci se pravičeno sprašujejo, zakaj je v finalnem delu sezone Oscar Piastri tisti, ki se je dobesedno izgubil. Logično je, da sam ne morem imeti pravega odgovora na to vprašanje. Lahko pa podam moje videnje. Namreč mnenja sem, da pri McLarenu so začeli razvijati bolid,
v tisto smer, ki je bolj pisana na kožo Landu Norrisu. In videlo se je v letošnjem poletju, kako je Oscar Piastri vztrajal z starejšo verzijo prednje preme, medtem ko je Lando Norris dobival boljše in boljše izpeljane. In nekako po poletnem premoru smo videli, da se je začela tehtnica nagibati v njegovo smer. In tu seveda marsikdo bi se lahko tudi strinjal z rahlo kontroverzno izjavo, ki jo je dal Bernie Ecclestone. Ampak tu gre v bistvu za marketing in ne za šport. Ampak tudi marketing je pomemben. Ne smemo tega pozabiti. A vrnimo se k McLarenu. Čeprav je na prvi pogled izgledalo, kako bodo na koncu dobili drugo in četrto mesto, sta bila po sami dirki za veliko nagrado diskvalificirana oba voznika zaradi prevelike obrabe distančne plošče na samem dnu bolida. Seveda zgodba, ki je nam, navdušencem, dobro znana. Ni treba, na primer, posebej poudarjati, da je imel Lewis Hamilton na veliki nagradi Kitajske podobne težave. Spomnimo se tudi letos diskvalifikacije Nika Hülkenberga, seveda zaradi podobne zadeve, in lahko bi dejali, da so pri McLarenu tvegali preveč. Zopet pride v ospredje tista izjava, da v Formuli 1, če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. Tu so šli pri ekipi iz Wokinga malček čez mejo. In seveda lahko bi dejali marsikaj, ampak če so pri FIA izmerili, da je bila plošča preveč obrabljena, tu kakšnih izgovorov ni. A rad bi vas spomnil na nekaj. Če ste sledili zadnjemu briefingu, sem tam poudaril, kako ima McLaren v primerjavi z ostalimi več oprijema. Sedaj, če je bil bolid Popaja oranžne barve že takrat nastavljen prenizko, je seveda to sklepanje logično, ker so iskali več oprijema, ampak so želeli imeti tudi nižji zračni upor za doseganje višjih končnih hitrosti, se da zgoditi, da so seveda naredili malenkost predolg korak. A verjetno marsikoga tudi zanima, zakaj je Lando Norris v finalnem delu dirke toliko upočasnil. Obstajajo teorije, da je šlo pravzaprav za to, da bi obvaroval dno, kar je, bodimo iskreni, čista bedarija, kajti če so nekaj takega svetovali Norrisu, zakaj niso iste zgodbe ponovili pri Piastriju, je imel na koncu iste težave. Dejstvo je, da na bolidu Formule 1 ni senzorja, ki bi nakazoval na obrabo te distančne plošče. Lando Norris je imel po vsej verjetnosti previsoko porabo goriva, zato je v zadnjih krogih varčeval. Namreč, da bi mu tako popustile pneumatike, ni verjetno, ker vidimo, da na koncu se je njegov ritem malenkost popravil. In seveda zgodba, ki jo marsikdaj, marsikje lahko beremo tudi drugače. A dejstvo je, da so si pri McLarenu dovolili resen spodrsljaj. Max Verstappen je zasluženo zmagal in spomnim se fotografije, ki je kazala, da še ni izključen iz boja za naslov svetovnega prvaka, ko sta bila oba voznika McLarena še lepo med tistimi, ki so dobili točke.
Ampak takoj po diskvalifikaciji se je slika drastično spremenila, vsaj po mnenju nekaterih. Sedaj ima Max Verstappen prav toliko točk kot Oscar Piastri in 24 točk zaostanka za Landom Norrisom. In boj za naslov svetovnega prvaka je ponovno odprt. Ja in ne. Zavedati se moramo nekega dejstva, da do konca prvenstva sta še 2 veliki nagradi in en sprint. Kar pomeni, poenostavljeno povedano, da je dovolj, če je Lando Norris tretji na obeh dirkah in četrti na sprintu. Kar z McLarenom, ki ga ima na razpolago, ni tako nemogoče. Podobna situacija kot tista, v kateri se je znašel Rosberg davnega leta 2016. Ampak verjamem, da ste mnogi na to pozabili. Torej, res Max Verstappen je prisiljen zmagati seveda vse dirke do konca, Lando Norris pa mora napraviti še kakšno neumnost, kot smo jih verjetno premnogo videli na tokratni dirki. Ampak, če pogledamo sedaj tiste dokončne rezultate, bomo videli, da je na drugem mestu George Russell in na tretjem Andrea Kimi Antonelli. Seveda tisti Antonelli, ki je imel pribitek 5 sekund, ker je prezgodaj štartal, ampak tudi tisti Antonelli, ki je iz 17. mesta na štartnem razporedu prišel do končno 3. Sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je bil po mnenju vseh Max Verstappen na veliki nagradi São Paula tak fenomen, ko je prišel na zmagovalni oder iz pit-lejna, tokrat, ko je nekaj podobnega uspelo Antonelliju, pa dobesedno skoraj vsi tiho. Mislim, da bi morali novincu priznati talent, ki ga je pokazal, čeprav mnogim verjetno ne bo všeč. A treba je prav zaradi tega tudi poudariti nekaj, da bi si zopet, po mojem skromnem videnju, naslov voznika dneva bolj zaslužil Antonelli kot Verstappen. Max, kar smo videli tokrat v Las Vegasu, je isti standardni, običajni, bistveno boljši od velike večine nastopajočih, tem ni najmanjšega dvoma. Ampak priznati naslov voznika dneva nekomu, ki je napravil nekaj izrednega, verjamem, da je za mnoge ljubitelje Formule 1, no ja, malce pretežko. Najlepše se je povzpeti na tisti voz zmagovalca in tako biti v večini. Vem, najlažja pot je običajno tista najbolj popularna. A če sedaj pogledamo lestvico konstruktorjev, bomo videli, da so pri Scuderiji Ferrari zdrsnili še malce globlje na 4. mesto. In treba je povedati, da po tistem, kar smo videli skozi celoten vikend, je situacija več kot zaslužena. Ampak tu je treba povedati, da Frederik Vasseur s svojimi izjavami, ki smo jih slišali nekje od četrtka pa tja do sobote, si zasluži, v mojem skromnem videnju, čimprejšnjo zamenjavo. Res si želijo pri Ferrariju, da bi oba voznika, tako Lewis Hamilton kot Charles Leclerc, dobesedno utihnila, ampak prav njuno pritoževanje je lahko tista edina pot iz te krize. Zasledil sem izjavo Charlesa Leclerca, da je bila dirka v Las Vegasu ena izmed njegovih najboljših, kjer je ogromno tvegal, kjer je želel narediti čudeže, ampak bolet je bil enostavno prepočasen. Če pogledamo, kje je dirko začel Lewis Hamilton in kje jo je končal, moramo tudi njemu izreči pohvale.
seveda nič takega, kar bi ga lahko postavilo spet tja med najboljše, ampak ne bi si upal trditi, da je šlo za negativno dirko, čeprav Lewis Hamilton verjetno ni zadovoljen z rezultati in marsikdo izmed nas tudi ne. A treba je tu dodati, da pravzaprav pričakovati čudeže od voznikov na slabši osnovi je nezrelo, posebej v športu, kot je Formula 1. In kriviti ta iste voznike zaradi pomanjkanja rezultatov, ko je bolid enostavno na slabšem nivoju, je tudi neumestno. Ampak verjamem, da mnogim srčnim navijačem skuderije Ferrari je to tudi težko priznati. Ampak tisti stavek, ki ga pogostokrat slišim, torej ekipa komaj čaka, da bo sezone konec, je zopet nek signal, da seveda zadeve niso v redu in da posebej tisti, ki uporablja to besedno zvezo, nima blage veze o Formuli 1. Na vsaki dirki, na vsaki veliki nagradi si vsi, ki nastopajo, želijo zmagati. Tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton, kot Franco Colapinto ali Max Verstappen. In nihče ne komaj čaka, da bo zadeve konec. Vsak komaj čaka, da bo dirko zmagal. Če tega nekdo ne razume, je po mojem bolje, da si poišče drugi šport. Med imeni, ki jih velja na hitro omeniti, sta seveda tu še oba voznika ekipe Haas, tako Berman kot Ocon, in ne smemo pozabiti na, po mojem mnenju, izjemno pozitiven vikend in solidno dirko Carlosa Sainza mlajšega pri ekipi Williams. In tu seveda sedaj lahko začnemo razmišljati, kaj nas čaka v prihodnje. Vidi se, da pri McLarenu so se preveč trudili nekako favorizirati Landa Norrisa v primerjavi z Oskarjem Piastrijem. Namesto da bi vse stavili na Piastrija in sezono čim prej zaključili, so se spravili v nek položaj, ko jih lahko v teoriji preseneti Max Verstappen. In po vsem tem, kar smo videli, verjetno marsikdo izmed nas si tudi želi takšnega razpleta. Podobno kot je bilo leta 2007, a ne? Če si sedaj ogledamo še malce, kakšne so bile napovedi strategij, bomo seveda opazili, da je Pirelli dal 4 različne verzije, ki se v prvih 3 primerih skorajda do natankosti pokrivajo z mojimi. Seveda tista zadnja varianta je bila, vsaj po mojem videnju, rahlo ekstremna in nisem prepričan, da bi delovala. A ne glede na vse. Ugotovili smo, da je bila seveda najboljša varianta začeti na pneumatiki medium, nadaljevati na pneumatiki hard in ostanek imeti okrog 20. kroga. Kar je bilo tisto, kar smo videli seveda na progi, kjer bi pa rad vašo pozornost usmeril k že prej omenjenemu Andreji Kimi Antonelli. Poglejte, kdaj je menjal pneumatiko sok na začetku dirke in koliko krogov je prevozil na pneumatiki hard. Govorimo o vozniku, ki je na koncu končal na zmagovalnem odru. Seveda po diskvalifikaciji obeh McLarenov, ampak vseeno, tudi če bi Norris in Piastri ostala na lestvici, bi bil njegov dosežek izjemen, tudi zaradi tega. Torej,
še en dokaz, zakaj bi si po mojem Antonelli zaslužil naziv voznika dneva in zakaj ga smatram za enega izmed največjih talentov, ki smo ga imeli moč videti v zadnjem obdobju v Formuli 1. Videli bomo, kako se bo razvil. A kar se tiče današnjega komentarja dirke, seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.